Ja, jaz sem danes sicer govorila o tem, kaj skupnost občin počne na področju turizma, odprte izzive, ki jih imamo, ne vem, od modula e-turizem do apelirala sem na občine članice, ki so večinoma seveda članice Skupnosti občin Slovenije, ki šteje že 193 občin članic, da naj sprejmejo odloke o urejenosti naselij in krajine, ker je to izjemno pomembno področje za razvoj turizma. Konec koncev je ta ubranost, lepota okolja eden izmed pomembnih elementov, zaradi česar turisti in turistke pravzaprav v Slovenijo prihajajo. Povedali smo jim pa tudi, da je Skupnost občin Slovenije v tem letu pridobila podnebno pisarno za občine, podpisala sporazum s pristojnim ministrstvom in bo 2 leti, zaenkrat 2 leti, vodila podnebno prilagajanje v občinah na različnih področjih, ne samo na področju turizma. Zdaj v tem primeru gre za Ministrstvo za energijo, okolje in podnebno prilagajanje. Pozvali smo pa seveda vsa ministrstva, da naj vso prilagajanje pač usmerijo preko te podnebne pisarne, zato ker eden izmed ključnih problemov, ki jih v Sloveniji imamo, da se ministrstva medsebojno ne povezujejo in grejo ukrepi včasih mimo drugega, veste, so lahko mogoče dobri za vode, pa niso dobri za kmetijstvo, ampak je treba pač pri teh zadevah sodelovati. Tako da tudi to bo delo podnebne pisarne, se pravi informiranje občin, pridobivanje znanja, učenje in povezovanje. To se mi zdi izjemnega pomena.